Alen Kobilica je nekdanji vrhunski maneken, po izobrazbi športni pedagog, ki je po nenadni izgubi vida zamenjal modno stezo za vrhunski šport, predvsem plavanje in paratriatlon. Ustanovil je Center slepih športnikov Vidim cilj ter soustanovil podjetje, ki proizvaja sladolede na rastlinski osnovi iz ekoloških sestavin. Veseli smo, da je Alen Kobilica naš gost na tradicionalnem slovenskem zajtrku na Fakulteti za računalništvo in informatiko. V času epidemije, ko smo vsi soočeni z različnimi omejitvami, lahko v Alenovi zgodbi najdemo veliko navdiha. Alen, kako ste vi sprejeli svoje prepreke in kaj vam daje moč? Recimo, ne vem, dostikrat rečejo, ampak ti ne vidiš. Ja, imam pa roke pa noge, ne, pa še vedno diham in se premikam in vse ostalo deluje, ne. Jaz pravim, samo vidim, ne. Tako da, zdaj kako osmisliti, ne, v takih trenutkih. Pri meni je recimo narava en tak reset, ne. Vsak mora najti, po moje, neko strast, nek reset, ne. In narava je sigurno neka stvar, ki te popolnoma nekako smisli. Jaz bom tako rekel, kadarkoli je bila kakšna težava ali pa bolj bi rekel kakšen izziv, ne, ko grem v naravo, enostavno, ali je to hoja ali tek ali grem malo s kolesom se voziti, enostavno potem, ko pridem nazaj, vse te težave, izzivi postanejo zgolj ena taka simpel zadeva, ki se jo z lahkoto reši, ne. Kako pomembna je pri ohranjanju dobre fizične in psihične kondicije hrana? Mislim, da ni samo hrana, no. Mislim, da to govorim kot stroka, kot profesor športa, ne. 3 zadeve so. Eno je hrana, eno je gibanje, eno je pa mentalna naravnanost, ne. Se pravi, to troje mora biti v nekem ravnovesju, v neki simbiozi, v nekem soskladju, ne. In ko rečemo hrana, jaz konkretno sam prisegam na ekološko in pa predvsem rastlinsko, ne. Pretežno rastlinsko. Sam se prehranjujem ekološko, rastlinsko, to pomeni, da morajo vse zadeve imeti pač ekološki certifikat. Kar se gibanja tiče, ne govorim o nekem nujno vrhunskem športu, ne. Celo, bom tako rekel, vrhunski šport ni najbolj zdrav. To spet govorim kot stroka, ne. Vrhunski šport vedno pusti na koncu neke posledice, ne. Konec koncev vedno iščeš neke meje in greš preko njih, ne. Rekreativni šport, to je nekaj vrhunskega. To je bolj vrhunsko, kot vrhunski šport. Rekreativni šport je res fantastičen in lahko ga prav vsak počne. Se pravi, hrana, gibanje v nekem normalnem, bom rekel, obsegu, ne, in pa mentalna naravnanost. Se pravi, ta nek pozitivna nastrojenost, mentalna. Kar bi kdo rekel, zdajle je težko doseči to, ne, ampak se pravi, če prvi 2 zadevi delujeta, ne, prehrana pa gibanje, ne, je potem vse ostalo tudi veliko lažje, ne. Pa vam uspe vsak dan slediti tem smernicam zdravega življenja? Kadar vem, da bom pred računalnikom, moram tisti dan toliko pa toliko več se gibati v naravi, ne. In potem, ko se usedem za računalnik, je perfektno. Ali pa za telefon, ali pa poslušam karkoli, ali podcaste, ali karkoli že, ne. Ja, se pravi, ta ravnovesje mora biti in potem stvari delujejo. Soustanovili ste tudi podjetje Indian Pipa, kjer proizvajate sladolede na rastlinski osnovi. Kako je prišlo do te ideje? To je bila pa ena taka zadeva, kjer smo si leta nazaj rekli, ne more biti, vedno je bilo delovalo, a je zdravo, ne, ali je pa dobro, ne. In ni bilo tistega, sem rekel, to ne gre, to je nekaj nezdružljivega, ne. Sem rekel, ne, to je nemogoče, dajmo združiti, ne. Zakaj vse te dobre stvari, ne, tudi niso zdrave, ne. Ne vem, čokolada pa sladoledi pa ne vem kaj, ne. Na dolgi rok pač to je nekaj, kar ni najboljše, ne, za telo. Ampak skratka, mislim, da je nam povsem uspelo, da so tudi te zadeve tudi hkrati okusne. Za konec nam zaupajte še, kakšen je vaš tipični zajtrk? Prav, jaz vsak dan začnem z veliko sadja, ekološkega seveda, ne. V glavnem je to sezonsko, recimo v tem trenutku jem veliko kakijev, hrušk, ne, jabolk, grozdja, se pravi, to
cela miza, jaz to pač nabavim za cel teden, ne, in potem imam vsako jutro to, s tem začnem. Potem pa ovsene kosmiče, ki jih en dan prej namočim, in sicer ovsene kosmiče, ekološke seveda, ne. Tisti, ki imajo težave z glutenom, obstajajo tudi brezglutenski ovseni kosmiči. Toliko pač ne, da se ve, vedno dodam kakšno banano, kakšen datelj, zaradi samega okusa, da vse skupaj malo bolj, ne, žmokno. Recimo, to je vsak dan nek ritual, ki potem dosti hitro, relativno hitro začnem s treningom, no, tako da to pojem tudi vsaj kakšno uro pa pol prej, preden začnem. Hvala, Alen. Imate za konec še kakšno popotnico za naše študente v teh trenutno precej negotovih časih? Ena taka zaključna misel, ne, razmišljal sem, kako bi zdajle v en stavek dal vse skupaj, in se mi zdi najlepši stavek, ki ga lahko imate. Tudi to bo enkrat minilo. Tako da to je nekaj, kar je zagotovo. Tako da tudi ti časi bojo enkrat mimo in nazaj boste gledali kot nekaj takega, kar se je zgodilo, kar se ne boste niti več spomnili.